Toliko o tem, da smo šli v Barcelono na sonce, a veš? Pa veš kva? Sonce gor ali pa dol, ne? Če boš takle avto zapeljati, je čisto vseeno. Čakam, da gospod z televizije naredi svoje. Vreme je pa tukaj svinjsko nagražen, še tale motherfucker, ki je drugač dosti stav, se nekaj pritožuje, tako da to že mora nekaj pomeniti. Ok, zdaj sem pa jaz na vrsti. Tale Mazda se v bistvu imenuje Mazda MX-5 RF. In RF v bistvu pomeni Retractable Fastback. V bistvu to je MX-5 hardtop, ne? Saj za hardtop ste pa že vsi slišali. Lega, dec mi v kadru leto, kaj da ni nač. Zdaj, tako jaz poznam ene dva purista, ne? Ka sam vihata nos, ne? Ka ona dva bi imela sam platno, pa čist nič drugega. Ajde, dobro, ne? Kakšna je specifika pri slovenskem trgu, po slovenskih kupcih, ne vem, ne? Ampak sem pa prebral podatek, ki pa drži za britanski trg, ki je pa za MX-5 ful pomemben. Oni pa recimo 80% vseh MX-5 prodajo ravno s trdo streho. Da se odpre pa zapre pa streha nuca tam je 12-13 sekund, kar še zdaleč ni tako hitro, kot pri platneni strehi, ki tam narediš sam džunk. Je pa avto zaradi tega teži 40 kg, ne? Tako da ne tehta več okroglo tono, tako kot osnovna navadna MX-5. Pa z tega kota je, res je dober. Pa razgled je tudi kar za preživeti. Jaz mislim, da je to zaenkrat to. Jaz pa že sva ful lačna v vinku, tako da najbolj, da se spravim v avto, pa greva uživati. Telefon, daj posnam, kaj je za foro, no. A kar v redu odpelo, a? Še enkrat, prosim. Zdaj pa rekel, da grem še jaz za njega, sem pa kar malo nervozen ratal. Tako za nami je predstavitev tega avtomobila. Zvedeli smo vse te glavne stvari, ki jih človek mora vedeti. Ena bolj zanimivih stvari mi je bila recimo to, da kufr ni bistveno manjši od kufra pri navadni MX-5. Lahko noter spravaš dva letalska kovčka. Kar se pa tiče voznih lastnosti, jaz tistih 45 ali 40 dodatnih kilogramov ne porajam. Res, avto je še vedno izredno zabavno vožnji. To pomeni, da je izredno lahkoten v vinkih in da ga je pač veselje voziti, ne. A imaš manjši ali pa večji motor, nima veze. So se pa tudi pohvalili, da je MX-5 prvi avto v zgodovini, ki je v istem letu osvojil nagrado za svetovni avto leta, pa za najboljši dizajn leta. Malo se še vstavo 21.